Prisrčno pozdravljeni na svečani akademiji ob 70-letnici osnovne šole bratov Polančičev in 110-letnici stare šolske zgradbe. Počaščena sem, da lahko nocoj med nami pozdravim častna gosta. Podžupana mestne občine Maribor, gospoda Saša Pilka, predstojnico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo območne enote Maribor, magistro gospo Vero Bevc. Pozdrav velja tudi vsem predstavnikom mestne občine in drugih javnih zavodov. Pozdrav velja ravnateljem, bivšim ravnateljem, spoštovanim učiteljem in delavcem naše šole, upokojenim delavcem naše šole. Pozdrav velja tudi vsem ostalim gostom, cenjenim staršem, dragim učencem in vsem prijateljem naše šole. Sledi, ki so jih pustili naši učenci, učitelji in starši, so takšne, da jih moramo slediti. Ob prebiranju starih šolskih kronik sem bila prijetno presenečena, da že od nekdaj pedagoško delo potekalo na naši šoli zelo kvalitetno. Odlični pedagogi so že zdavnaj nazaj uporabljali pri pouku individualizacijo in diferenciacijo, učne sprehode, šolo v naravi so izvajali, dan šole se je izvajal, vzorne nastope, medvrstniške in medsebojne hospitacije, skratka vsega tega, kar imamo danes na voljo, je bilo tudi takrat. Danes torej s ponosom hodimo po njihovi poti, istočasno pa uvajamo v šolo tudi moderne spremembe. Zavedamo se, da bomo dvig ravni znanja lahko dvignili samo, če bomo naučili otroke samostojnega učenja, sodelovalnega učenja, prave komunikacije in kritičnega mišljenja ter presojanja. Ob doseganju višjih ciljev sodobne šole, šole 21. stoletja, pa bomo morali tu in tam kdaj stopiti tudi na pot, ki je ni, tam pustiti svoj sled rodovom, ki prihajajo za nami. Sreča je tista, ki nam pomaga, da smo uspešni, pogumni, samozavestni. Tone Pavček je zapisal: srečni otroci živi med resničnostjo in fantazijo in po neskončni sinjini hiti za neizpolnjeno čarovnijo. Želimo, da nam danes naš dogodek izpolni tudi vaš delček čarovnije. Hvala vam, da ste prišli. Naši šoli pa vse dobro na nadaljnji poti. Na govoru vabim gospod Vero Bevc in gospoda Saša Pilka. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani jubilanti, gospa ravnateljica Bridita Smogavec, oba nekdanja, danes prisotna ravnatelja, vsi pedagoški delavci in drugi zaposleni, nekdanji in sedanji, spoštovani učenci vseh generacij, gospod podžupan, cenjeni kolegi, ravnatelji in vsi prisotni, v čast si štejem in veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in da imam priložnost, da danes z vami delim vzdušje na prireditvi, ki je namenjena 70-letnici osnovne šole bratov Polančičev v Mariboru in 110-letnici stare šolske zgradbe. Dovolite mi, da najprej nekaj besed namenim vam, spoštovani, dragi učenci. Zaradi vas je namreč
ta šola, zaradi vas je danes ta prireditev. Želim, da vsa dogajanja ob 70-letnici vaše šole razumete in sprejmete kot resnično bogato učno uro na poti odraščanja in pa na poti k zrelosti. Dovolite, da besede namenim tudi vsem generacijam učencev, ki so v 7 desetletjih sooblikovali zgodovino osnovne šole bratov Polančičev v Mariboru in s tem tudi zgodovino Maribora, ter tudi širše. In dovolite, da namenim besede tudi vsem tistim učencem, ki jim je bilo ob vstopu v osnovno šolo bratov Polančičev dano, da vstopijo v svet, katerega del bodo. Da vstopijo v svet, ki jih bo vzgajal, učil in oblikoval. In predvsem v svet, katerega boste in ste tudi sami sooblikovali. Gotovo je danes tudi priložnost, da besede namenim učiteljem in sicer vsem generacijam učiteljev osnovne šole bratov Polančičev, ki z modrostjo in hkrati z mojstrstvom učitelja v učencih znate prebuditi interes do učenja, do znanja, raziskovanja, ustvarjalnosti, tako pri pouku, kot tudi na številnih taborih, ki jih organizirate za nadarjene učence, v odprtih razredih, s katerimi se ponašamo po vsej Sloveniji in tudi v mednarodnem prostoru, oziroma v tako imenovanih inovativnih pedagoških vadnicah, katerih pionirji ste. Vam, spoštovane učiteljice in učitelji, ki znate usmerjati, podpirati in hkrati vzgajati učence v avtonomne, kritične osebe, ki bodo znale presojati. Predvsem takrat, ko se bodo odločali, katere poti so prave in bodo za svoje odločitve tudi sprejeli polno odgovornost. Čestitam torej vsem vam, spoštovani kolegi učitelji, strokovni delavci šole, ki ste v preteklosti in tudi danes izkazovali in ki izkazujete svoje mojstrstvo in puščate globoke sledi v življenju učencev nekdanjih in sedanjih osnovne šole bratov Polančičev v Mariboru. Res je vsak korak v času šole pustil svojo sled. Tiste sledi, vredne zgodovinskega spomina, pa so na vaši šoli puščali učenci, učitelji in starši, ki jih lahko zapišemo v zgodovino šolstva v Mariboru v zadnjih 100 letih. To zgodovino ste pisali vsi, kakorkoli povezani z osnovno šolo bratov Polančičev, vsi, ki so skozi desetletja soustvarjali zgodovino in razvoj šole. Spoštovani, resnično z veliko žlahtnih dogodkov in odličnih dosežkov se lahko pohvalite na osnovni šoli bratov Polančičev. V vse te dosežke in dogodke so tkane številne niti vzajemnega sodelovanja s starši, z okoljem, lokalno skupnostjo in tudi z nami na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Zato dovolite, da ob tej priložnosti, razen tega, da šoli iskreno čestitam, se šoli tudi iskreno zahvalim za sodelovanje z nami v številnih projektih, v številnih razvojnih nalogah, kjer smo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo prav vas, spoštovani delavci na osnovni šoli bratov Polančičev, prepoznali šolo, ki goji visoka pričakovanja, ki je zahtevna. Šolo, na kateri delajo učitelji, ki znajo v vsakem posamezniku poiskati in tudi iskati njemu lastne talente. Nadarjenost, iznajdljivost in kjer se učitelji trudijo, da omogočajo ustvarjalnost in tudi omogočajo, da učenci dvomijo
in razprejo krila v iskanju novega. In prav zaradi tega se vam ob tej priložnosti zahvaljujem za skupno iskanje odličnosti v pedagoški praksi. Spoštovani, naj vse, kar ste ali boste kakovostnega storili na področju šolstva v Mariboru in s tem tudi v slovenskem šolskem prostoru, naj ostane zasidrano v spominu učencev, staršev in širše družbene skupnosti. Iskreno vam želim, da ste še naprej uspešni in predvsem kritični sooblikovalci časa, v katerem živimo. Hkrati pa, da ste zrcalo, podoba in tudi kot opomin za čas, v katerega vstopajo vaši učenci. Hvala in lep večer. Spoštovano vodstvo šole, pedagoški delavci, spoštovani učenci, spoštovani ostali gosti. V Mariboru imamo kar nekaj osnovnih šol, ki si zaslužijo posebnih pohval. Pa vendar je osnovna šola Brato Polančičev tista, ki bogati zgodovino mariborskega šolstva že od začetka prejšnjega stoletja. S tempom pomembnih dosežkov je osnovna šola obstala in se razvijala skozi vse pomembne dogodke prejšnjega stoletja, kljub temu, da nekajkrat v preteklosti zaradi zgodovinskih prelomov delovala moteno. Osnovna šola Brato Polančičev leži na stičišču mesta in povezuje 3 pomembne mestne četrti. Ima pomembni in edinstven status šole, kjer je svojo pot začelo veliko znanih in pomembnih Mariborčanov. Pa kljub vsemu verjamem, da je za vas pomemben vsak učenec in da iz vsakega nadobudnega otroka in kasneje že najstnika razvijete mlado osebo z zastavljenimi cilji v življenju. V svojem in v imenu mestne občine Maribor se vam zahvaljujem za vaš trud in kakovostno pedagoško delo, ki ga že vrsto let predajate otrokom, ter vam čestitam za vse visoke dosežke vaših šolarjev, ki bodo v prihodnosti gradili novo podobo mesta. Želim vam, da se boste s tako pozitivnim tempom razvili še vse nadaljnjih 70 let. Vse najboljše. Dober večer vsem skupaj. Veseli nas, da ste se zbrali v takem številu in da bomo skupaj obeležili 70-letnico naše šole, osnovne šole Brato Polančičev in 110-letnico stare šolske zgradbe. V dobri uri vas bomo, spoštovani gostje, popeljali skozi zgodovino šole, se ustavili pri pomembnejših prelomnicah, dogodkih, vsebinah in uspehih naše šole. Toliko jih je, da ne moremo omeniti vseh in tudi naš cilj ni predstaviti v kronološkem vrstnem redu, še manj razvrstiti po pomembnosti. Nocoj tudi med vami, dragi gostje, veliko takih, ki ste pomembno prispevali k rasti in razvoju osnovne šole Brato Polančičev in naj se vam ob tej priložnosti iskreno zahvalimo. In ko smo že pri lepih besedah, teh je vajen tudi naš bivši učenec Marko Škof. Le kome jih namenja.
šola predvsem ustanova, v kateri pridobivamo novo znanje in če je prav abeceda prva, ki se moramo naučiti, da se lahko učimo karkoli drugega, naj bo abeceda tudi iztočnica za naš sprehod skozi program. In abeceda se začne s črko A, kaj ne? Tako je. A kot akademija. Akademija je slavnostna prireditev s kulturnim programom. Na osnovni šoli bratov Polančičev prirejamo slavnostne akademije praviloma v desetletnicah. Tako smo imeli zadnjo leta 2007. 10 let je mimo, spet smo tukaj. 2007 plus 10. 2017. Če sem prav zračunala. Ja, prav ste te naučili. A zgodovina naše šole ni tako jasna in enoznačna in je stvar interpretacije. Poslušaj. B torej kot osnovna šola bratov Polančičev. Začetki naše šole segajo v leto 1947, ko se je Cankarjeva dekliška osnovna šola pretvorila v mešano osnovno šolo Cankarjeva 1 Maribor, ta pa se je leta 1951 preimenovala v osnovno šolo 5. Šola se je leta 1955 preselila v Aškerčevo ulico. 4 leta kasneje se je preimenovala v osnovno šolo Antona Aškerca. Istega leta se je 6. osnovna šola v Krekovi preimenovala v osnovno šolo bratov Polančičev. Leta 1971 je bila osnovna šola Antona Aškerca pripojena k osnovni šoli bratov Polančičev. Dobro desetletje kasneje, leta 1982, s dograditvijo prizidka, pa je osnovna šola bratov Polančičev prvič v celoti zaživela. Pa se preselimo iz zgodovine v sedanjost, a ostanimo še za hip pri črki B. B kot balet. Na oder vabimo šestošolko Nušo Vojt-Bauman, dobitnico posebne nagrade strokovne žirije za najobetavnejši baletni talent 2017, ki vam bo predstavila točko Bahjaž domov. Čestitke Nuši. Mi pa nadaljujemo z abecedo. C kot culture. Čakaj, mi smo na prireditvi, kjer je uporaba slovenskega jezika še posebej pomembna?
Ja, saj. Ampak prvič, želeli smo poudariti pomen angleščine za nas mlade. Drugič, na naši šoli smo v znanju tujih jezikov zelo uspešni. In tretjič, no, pa se ti domisli nečesa, kar je povezano z našo šolo in se začenja na črko C. C kot kultura. Osnovna šola brata Polančičev je vedno izstopala na kulturnem področju. Pri glasbi še posebej. Danes deluje 5 pevskih zborov in šolski bend. Najmlajši učenci prepevajo kot slavčki, nekoliko starejši nastopajo v otroškem pevskem zboru, še starejši delujejo kot mladinski pevski zbor, v zadnjih letih imamo celo deški pevski zbor, še vedno pa svoje pevske sposobnosti občasno predstavijo učiteljice, ki nastopajo pod imenom Polančice. Prisluhnimo mladinskemu pevskemu zboru, ki pogosto v svoj repertoar vključi tudi ljudsko pesem. Č kot če bi jaz bila včelico. Come
igralcev in režiserjev s ponosom pove, da so se prvih dramskih prijemov učili na osnovni šoli bratov Polančiča. Nekoč nam je pri nastajanju predstav pomagal tudi cenjeni gospod Tone Partljič. Zala, dogovorjeni smo, da ne izpostavljamo imen. Prav, torej, pomagal celo cenjeni gospod Partljič? Zala, prosim ime. Ja, no, zgolj priimek. Če gospod Partljič nocoj z nami, bi bili počaščeni, če bi nam namenil nekaj besed. V nasprotnem primeru si bomo gledali krajši odlomek ene od predstav našega dramskega krožka. Ekskurzija je izlet, obisk s poučnim namenom. Čakaj. Kaj bo uporaba slovenskega jezika? Če je ekskurzija izlet, obisk s poučnim namenom, zakaj potem na Slavnostni akademiji spet uporabljamo tujko? Ekskurzija. Prvič zato, ker ekskurzija ni le izlet. Še manj zgolj obisk, ampak je izlet, obisk s poučnim namenom. Prvič pa zato, ker smo tako črko I kot črko O rezervirali za predstavitev eminentnih umetnic, nekoč učenj naše šole. Eminentnih? Ja, ugledni, cenjeni. Poleg zaključnih izletov posameznih razredov, na katerih učenci od 1. do 9. razreda spoznajo celotno Slovenijo in košček njenih sosed, se naši učenci odpravijo še v nekatere zahodnoevropske prestolnice, kjer občudujejo kulturne znamenitosti. Kar nekako se ne moremo odmakniti od umetnosti. Glasba, balet, dramska igra, še na izletu ekskurziji, še na izletu obisku s poučnim namenom si ogledujemo kulturne znamenitosti. To pa ne pomeni, da naša šola ne beleži tudi športnih uspehov. Naštejmo le največje v zadnjem desetletju. Smo večkratni občinski prvak v košarki. Imamo občinske prvake v atletiki, smučanju in badmintonu. Badmintonu?
naši šoli nekako hitro najdemo povezavo z besedilom pesmi Ferija Lajščka Ne bodi kot drugi. F kot Feri, torej. Pa naj bo F kot Feri, a pozornost bomo namenili Liji. Prinesi mi rože, ki je cvetijo, odperi me goro, kjer žgati živijo, pokaži mi zvezdo, svojim imenom, zloži mi pesem, z zadnjim refrenom. Povabim me včasih, kraje neznane, in zjutraj pod oknom, pripelji cigane, povej mi o sanjah, če tudi so večne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zmeraj, ne bodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi čistijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, ostajajo blagi. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne bodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Pod črko G moramo nujno omeniti naš projekt Gradimo prijateljstvo. Učenci višjih razredov vsako leto vzamejo pod okrilje vsak svojega prvošolca in mu pomagajo premagovati ovire na poti do varnosti, znanja in dobrega počutja v šoli. Poglejmo si kratek posnetek enega od druženj. Prijateljstvo,
da je pomembno dobro sodelovanje vseh deležnikov izobraževanja, se pravi učiteljev, učencev in staršev, jih enkrat na leto povežemo v skupnem projektu. Hoja to. Gre za pohod ali tek na različno dolgih razdaljah. Tak po svojih močeh pač. Pri naslednjih 2 črkah pa je najbolje, da kar naučimo. Karkoli bi povedali, ne moremo povedati tako lepo, kot zna povedati Ida Baš. Gospa Baš. Nekoč učenka naše šole, danes pa prisluhnimo njenim besedam. Torej, I kot Ida Baš in J kot javni nastop. Gospa Baš je danes žal bolna, zato bom njene besede prebrala kar jaz. Nastopi v šolskem pevskem zboru, recitacije in napovedovanje na proslavah, igranje v dramski skupini in brenkanje v skupini kitar. Ni čudno, da je moj poklic javno nastopanje. Naša, Polančičeva, je bila polna ustvarjalnih priložnosti. Nekdanji sošolci, zdaj tudi že dedki in babice, občasno še skupaj obujamo spomine. Kot kronika. Na osnovni šoli bratov Polančičev smo bili marsikje med prvimi ali celo povsem prvi. Pri tem nimamo v mislih le športnih dogodkov ali dosežkov na različnih mednarodnih in državnih tekmovanjih. Smo začeli s šolsko televizijo in takrat še tedensko predvajali šolske kronike o dogajanju na šoli in izven nje. Poglejmo si odgovor. Lepo pozdravljeni, živijo. Spremljate prvo šolsko kroniko, ki smo samo za vas pripravili učence osnovne šole brata Polančičev iz Maribora. Spremljali bomo vse zanimive dogodke, ki zadevajo mladino. Danes sta dogodke zbrala Samo in Mateja. Prvi šolski dan se prvošolčki odpravljajo na izbrano osnovno šolo, ki jo bodo obiskovali dolgih 8 let. Skupaj starši se bodo seznanili šolo, sošolci in učitelji. Kot dobrodošlico jim je naša šola postregla z lastnimi torticami. L kot likovno razstavišče. Da zaokrožimo pregled kulturnega dogajanja na šoli, moramo omeniti še likovno razstavišče v Avli. Veliko razstav se je zvrstilo v njem, pa naj gre za priznane slovenske likovne umetnike ali učence naše šole, ki to še bodo. Če smo že pri črki L, omenimo še literarno ustvarjanje na naši šoli. Likovno in literarno ustvarjanje. Z eno črko odkljukamo 2 gesli in
glede na to, da nekateri gledalci že kukljujejo na uro, to niti ni tako zanemerljivo. Letos je Bukvice zamenjal zbornik. Ana nam bo prebrala enega od prispevkov, gloso z naslovom Šola za življenje. In ker je Veronika preskromna, naj povem, da je avtorica te glose prav ona. Veronika Ivačič, Šola za življenje. Znanja, pesmi, domišljije. Nas prihodnost nežno vabi, kar se z leti ne pozabi, se v modrosti cvet razvije. Se poti začne v šoli, prvi zvezki, drobni prsti, ki bodo nekoč čvrsti. Naj ne dvomijo nikoli, sanje so za kogarkoli, ki kaj čuti energije, vsak srce ljubezni skrije. Za vse želje učenosti, vsak za svoje živi modrosti, znanja, pesmi, domišljije. Ta drugačnost nas enoti, njemu pesem, ples, otroke, temu mir in knjiga v roke, saj nikogar pač ne zmoti, kak življenje greš naproti. Naj beseda se ne izrabi, naj se nikdar ne pozabi globjo drznost začutiti, za dosežke se boriti, nas prihodnost tiho vabi. Vse, kar znamo in kar vemo, je za naša pota večno, da smo našli bistro srečno in nas vodi, kamor gremo. Ali vsaj počiti smemo, nam šumeče potok pravi, naš domača trata vabi. Bi lahko se naučili, kar smo davno opustili, kar se z leti ne pozabi. Kdo bi vedel, kdo si mislil, da potrebno je le delo, zbrano, tiho in veselo? Kakor svečo bi upihnil, kruh bo vseh skrbi utihnil. Naj vsak del tvoj znanje ubije, po prostoru ga izlije, da kar dolgo smo poznali, za bregovi glav držali, se v modrosti svet razvije. V naslednjih 10 minutah se bo to namoto, kar pa abecedi od L preko M in M, pa vse do O zvrstile točke oziroma umetniki, sedanji in nekdanji učenci osnovne šole Brata Polančiča. L kot libertango, M kot mlade oči, N kot Lika Gorič in O kot Oksana Pečeni Dolenc. Ni nujno, da točno v tem vrstnem redu. Uživajte. Thank you.
Še posebej čarobno je na šoli meseca decembra. P kot praznični bazar. Gospod Belko, vi ste bili pri tabornikih, pa na Instagramu ste aktivni. Če vas fotkam, veste, koliko všečko bom zbrala? Ne? Na prazničnem bazarju se predstavimo z izdelki, kulturnim programom in ustvarjalnimi delavnicami. Nekaj je še posebej pomembno. Ves skupiček bazarja gre za namen, ki ga prej skrbno izberemo. S tem pa omogočimo udeležbo v šoli v naravi učencem, ki tega finančno ne bi zmogli, ali pa posodobimo učne pripomočke. Poglejmo si utrinek iz enega od prazničnih bazarjev. Praznik. Šola še manj. Vizija osnovne šole Brato Polančičeva se glasi: zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši, sodobni, prepoznavni šoli, odprti za ideje, znanje in sodobne tehnologije. R kot raziskovalci. Naj se pohvalimo, da smo med uspešnejšimi mariborskimi šolami, ko gre za število in kakovost raziskovalnih nalog ter inovacijskih predlogov, ki jih pripravimo v okviru programa Mladih za napredek Maribora. V lanskem šolskem letu smo med vsemi šolami dosegli drugo mesto po uvrstitvah raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov in smo med vsemi sodelujočimi šolami naredili največji napredek glede na prejšnje leto. Letos pa smo prijavili še več nalog. S kot... S kot Š. Š kot šola v naravi. Del šolskega programa so tudi šole v naravi in pogosto nam dogajanje tam ostane v trajnem spominu. Poglejmo si utrinek iz ene od šol v naravi. Kaj, če bi raje stavorjenja? Ti ostalo v lepšem spominu? Niti ne. A poleg črke Š na hitro pravimo še črko T. Glede na to, da nekateri od gledalcev že pogledujejo na uro, to niti ni tako zanemarljivo.
prav. Z taborjenja se spomnim skoraj vseh podrobnosti. Tako rekoč vsakega utrinka. Utrinek zlat, padał ja z nieba, lada diklica, gaje widerna, gaje toliko imela, że ja koliko zwistia Utrinek zlat, wideł istny czas, tudi fantjem lat, ki joj mił je rad, eno željo i bil je Večina slovenskih šol ima dva pevska zbora, otroškega in mladinskega. Na naši osnovni šoli pa deluje 5 zborov. Med njimi pa je nekaj posebnega vokalna skupina Polančice, ki jo sestavljajo učiteljice šole. Če boste močno zaploskali, se nam bodo pridružile še v zadnji točki. Če ne, Kaj
Dan ljubezni. Za potrpljenje, eminentnim gostom pa zato, da so se vzeli čas. Eminentnim, no pa uglednim. Ž kot želje.
Sledili bomo sledem v prihodnost z željo, da se morda v drugih vlogah vidimo leta 2027 na Svečani akademiji ob 80-letnici osnovne šole Bratov Polančičev. Takrat bo prireditev zagotovo vodila druga ekipa učenca. Seveda, me pa bomo morda med eminentnimi gosti. Če le ne bomo